Živa, a se spomnimo pravila, za manj kot 2 naj avto ostane doma. Kaj torej potrebujemo v situaciji za manj kot 2, da ostanemo neodvisni? Od vozila seveda. Če ste se odločili, da postanete čisto resen pešec, potem je vse skupaj zelo preprosto in tudi poceni. Za začetek si omislite dobre športne čevlje, ki bodo vaše prevozno sredstvo varovali pred takšnimi in drugačnimi padavinami. Velja razmisliti tudi o topli športni vetrovki. Nikar ne pozabite na dežnik. No, v primeru hujših nalivov, potem pa kar o pelerini, ki vas bo spremenila v tak vremenski oklepnik pred dežjem. Za piko na i si omislite še na hrbtnik, ta bo ščitil vaš prenosnik in ostalo opremo, poleg tega pa vam bo pomagal tudi prinašati težje stvari iz trgovine. Kaj pa, če želimo okrog švigati hitreje? Ja, pred vremenskimi vplivi vas bo zagotovo najbolje ščitila pelerina. No, takšna bolj krojena za kolesarje. In če boste na to pelerino dodali še šilt kapo, potem vas bo ta zagotovo tudi bolj ubogala. Pri vsem skupaj ne smemo pozabiti na par rokavic za pozimi in pa nujno potreben par sponk za hlačnice. Ja, okej, saj vas že slišim. Kaj pa, ko je treba pripeljati kaj večjega? Tole? A bo tole v redu? Ja, a vam še kar ni dovolj? Kaj pa tole? Pa dobro, tudi vaš avto ima samo prtljažnik. Ampak okej, če že želite, izvolite, tole. No in čisto za konec, seveda še najpomembnejše, dežno prekrivalo za sedež. Ja, se veste, zaradi mobilnosti ste sedaj postali eden tistih, ki veliko naredi za svoj planet, za družbo, za svoje mesto in kar je zelo pomembno tudi zase. Kljub temu pa ni nobene potrebe, da po nerodnosti izgledate čisto preveč srečni. Ej, zdaj pa rabimo še tvojo pomoč. V komentar napiši kakšno zvijačo, s pomočjo katere manj kot 2 vsak dan v letu zvoziš brez 4 koles. Pomagaj še komu, da bo storil ta pomemben korak. No, zdaj pa meni, da res vemo vsi, a ne? Manj kot 2 se da!